Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Otroci, danes boste lahko prisluhnili kar 2 pravljicama. Spoznali bomo Oskarja, ki v prvi zgodbi Grozen dan dopusti, da ga prav vsi dogodki razjezijo in se njegov dan konča s slabo voljo. V drugi zgodbi, Super dan, pa spoznamo Oskarja, ki je pozitivno naravnan in več kot uspešno se spopade z vsemi izzivi v njegovem dnevu. Zanimivo bo slišati te 2 zgodbi, kaj ne? Hitro se udobno namestimo in prisluhnimo pravljici z naslovom Super dan in Grozen dan. Nekega dne je Oskarja prebudil sončni žarek, ki je poplesaval na njegovem obrazu. Je vzkliknil. Zaradi sonca ničesar ne vidim. Pred zajtrkom se želel iti na sprehod, vendar bo danes zunaj tako vroče. Oskar je zagledal Charlija, kako meče obročke v zrak in jih lovi s svojim rogom. Hej, Oskar, ga je veselo pozdravil Charlie. Boš poskusil tudi ti? Oskar je obroček vrgel visoko v zrak in ga potem poskušal ujeti, vendar je zgrešil. Poskusil je še enkrat, a mu ga tudi drugič ni uspelo ujeti. To je zame pretežko, jaz tega ne zmorem, je Oskar zavzdihnil. Še naprej moraš poskušati, mu je rekel Charlie. Le zakaj, mu je odgovoril Oskar. Kljub temu mi ne bo uspelo, moram iti. Oskar se je odločil, da si bo v trgovini kupil čokoladno ploščico. Morda ga bo to spravilo v dobro voljo. A v trenutku, ko je odprl vrata trgovine, je nekdo stopil na njegov rep. Au! Oskar je zajokal. Joj, oprosti mi, je rekla deklica. Ali te boli? Seveda me boli, je zastokal Oskar. Oskar se je obrnil stran od deklice, se namrščil in stopil v prodajalno. Ko si je Oskar kupil čokoladno ploščico, jo je poskušal odviti, a mu je zdrsnila iz rok in padla na umazana tla. O ne, moja ploščica! Kakšen grozen dan je danes! Je tarnal. Sedel je na zelenico in bruhnil v jok. Čez nekaj časa se je odločil, da bo odšel domov. A že na začetku poti je na glavi nenadoma začutil dežne kaplje. Super, zdaj pa je začelo še deževati, je godrnjal. Zagotovo se bom prehladil in bom bolan več dni. Jezen je v dežju nadaljeval svojo pot proti domu. Ko je Oskar prišel domov, je opazil, da mu je mama pripravila cvetačo in opečenec. Mama! Je zakričal Oskar. Hočem si pripraviti svoj opečenec. To je najbolj grozen dan od vseh, si je rekel med jokom. Hlipajoč je stekel iz kuhinje naravnost svojo sobo. Pozneje tega večera, ko je bil Oskar že v posteli, je pomislil na vse slabe stvari, ki so se mu zgodile ta dan. Kakšen grozen dan, si je mrmral. Najbrž me bodo tlačile še nočne more. In potem je zaprl oči in poskušal zaspati. Sedaj pa bomo prisluhnili še pravljici Super dan. Nekega dne je Oskarja prebudil sončni žarek, ki je poplesaval na njegovem obrazu. Kako čudovit dan, je rekel, potem ko je zazehal in se zasmejal. Mislim, da bom šel pred zajtrkom na sprehod. Oskar je zagledal Charlija, kako meče obročke v zrak in jih lovi s svojim rogom. Hej, Oskar, ga je pozdravil Charlie. Boš poskusil tudi ti? Seveda, je odgovoril Oskar. Obroček je vrgel visoko v zrak in ga potem poskušal ujeti, vendar je zgrešil. Poskusil je še enkrat, a mu spet ni uspelo. Oskar je zavzdihnil. Jaz tega ne zmorem, je rekel. Še naprej poskušaj, ga je spodbujal Charlie.
Saj vem, je vzkliknil Oskar. Potem si je obročke dal na svoj rep, nos in rok in jih hkrati vrtel naokrog. Kakšen dober trik! Charlie je zaploskal. Oskar pa se je zasmejal. Hvala, Charlie, mu je rekel. In hvala, ker si mi dovolil, da se igram s tabo. Se vidiva pozneje. Kakšen super dan je danes, je Oskar rekel z navdušenjem. In vem, kaj ga bo naredilo še boljšega. Kupil si bom čokoladno ploščico. V trenutku, ko je odprl vrata trgovine, je začutil, da je nekdo stopil na njegov rep. Au! Oskar je zajokal. Joj, oprosti mi, je rekla deklica. Ali te boli? Ah ne, je že dobro, je odgovoril Oskar. Jaz sem Oskar. Jaz pa sem Anabela, se mu je predstavila deklica. Lepo pozdravljena, Anabela, je dejal Oskar. Ravno sem nameraval kupiti čokoladno ploščico. Bi jo delila z mano? Seveda, se je razveselila Anabela. Ko sta prišla iz trgovine, je Oskar poskušal odviti čokoladno ploščico, a mu je zdrsnila iz rok in padla na umazano tla. O ne, je vzkliknil. Oskar in Anabela pa sta potem opazovala, kako so iz trave prilezle mravlje in se lotile čokolade. Opazovanje mravlje je bilo tako zanimivo, da sta pozabila na to, da sta se sama hotela posladkati z njo. Anabela je morala kmalu oditi domov, zato sta se nova prijatelja poslovila drug od drugega. Ko je bil Oskar še na poti, pa je na glavi nenadoma začutil dežne kapljice. Z repom tako rad čufutam po vodi, je vzkliknil in skočil je v prvo lužo, na katero je naletel. Ko je prišel domov, je opazil, da mu je mama pripravila cvetačo in opečenec. Mama, je zakričal Oskar, hočem si pripraviti svoj opečenec. Mama pa se je zasmejala. Ta opečenec sem pripravila zate, Oskar. Morda pa bi ti lahko pripravil enega zame. In tako je Oskar vzel kruh in ga popekel tako, kot je bilo njegovi mami najbolj všeč. Pozneje tega večera, ko je bil Oskar že v posteli, je pomislil na vse lepe stvari, ki so se mu zgodile. Kakšen super dan, si je zamrmral. In potem je hitro zaspal. Ja, kakšno nasprotje. Priznam, sem se tudi sama prepoznala v teh dveh zgodbah. Kako preprosto je vse skupaj in prav neverjetno, kako lahko pozitiven pogled spremeni vse skupaj. In v nas samih je, kako se bomo v danih situacijah odreagirali. Lahko smo slabovoljni, in potem bo najverjetneje večina dneva prav groznega, kot pri Oskarju. Lahko pa nam vsak dogodek predstavlja izziv, ki se ga lotimo s pozitivnim pogledom in potem je vse skupaj lažje. Naj bo vsak vaš dan poln pozitivnega razmišljanja. Če pa že nastopi kakšna težava, se spomnimo na Oskarja in bo ta dan super dan. Otroci, prisluhnite še kakšni super pravljici v mojem knjižnem kotičku. Sedaj pa lahko izbirate že med več kot 120 pravljicami. Ja. Otroci, bodite srčni, pozitivni in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau!